lepo pozdravljeni na mojem predavanju z naslovom Koper 12. in 13. stoletja med komuno in škofijo, med oglejskimi patriarhi in Benetkami. Predavanje sem pripravila v okviru naše razstave Mesto in otok, ki smo jo pripravili pri projektu Koprska pretorska palača, podoba, pomen in pomen. In najprej bi vam rada v bistvu osvetlila nekako stanje raziskav glede tega, o čemer vam bom danes govorila. Torej nekako Koper 12. in 13. stoletja je čas, za katerega menimo, da imamo že vse pod nadzorom, da nekako že vse poznamo. Vemo, da je bila ustanovljena škofija, vemo, da je prišlo do ustanovitve komune in načeloma so avtorji, ki so o tem pisali, predvsem konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja zadeve že pokrili. Vendar novejše raziskave, ki so bile opravljene predvsem na primeru osrednje in severnoitalijanskih mest, so razkrile, da je potrebno nekako redefinirati naš pristop do vprašanj, ki zadevajo komunalni razvoj, in v tem oziru sem tudi pripravila današnje predavanje. Seveda je povsem razumljivo, da avtorji, ki so se s temi vprašanji na primeru Istre ukvarjali pred 100 leti ali več, so izhajali iz tedanjih dognanj. Sedaj pa je potrebno nekako na novo pristopiti k tem vprašanjem in to je v bistvu tudi nekako namen mojega prispevka danes. Torej, kot lahko vidite, že opravičujem se za tehnične težave, ker diaprojekcija nam ni uspelo pripraviti. Torej, v bistvu, kot lahko vidite, naslov je nekako dvodelen. Imamo torej komuno in škofijo in oglejske patriarhe in Benetke, torej oglejske patriarhe kot istrske mejne grofe predvsem. Torej, iz tega lahko vidite, da bom izhajala iz v bistvu dveh področij. Imamo torej lokalno področje, torej odnos med komuno in škofijo, ki je zelo lokalno naravnan. Seveda bom ob tem tudi primerjala z stanjem v drugih istrskih mestih, da nekako izpostavimo morebitne razlike ter podobnosti. Predvsem, kot bomo videli, je prihajalo do velikih razlik in ravno zaradi tega Koper nekako izstopa. Po drugi strani pa bom poskušala Koper umestiti v bolj regionalni okvir, torej ga umestiti v politiko oglejskih patriarhov kot istrskih mejnih grofov v prvi polovici 13. stoletja ter nato v čas druge polovice 13. stoletja, ko so istrska mesta, tudi Koper, prehajala pod Beneško nadoblast. Torej, če sem rekla komuna in škofija, si moramo najprej pogledati nekako razvoj obeh teh dveh institucij, da bomo seveda lažje razumeli potem stične točke med njima in zakaj je to na primeru Kopra tako pomembno. Torej, najprej se osredotočimo na škofijo. Predvsem, kar sem tukaj želela predstaviti, je vprašanje kontinuitete oziroma diskontinuitete koprske škofije skozi srednji vek. Zakaj je to pomembno? Če primerjamo koprsko škofijo z drugimi škofijami v Istri, recimo Poreško, Pulsko in Tržaško, gre za 3 škofije, ki so nastale že v pozni antiki, ki imajo tradicionalen način nastanka, ki imajo ustrezno episkopalno infrastrukturo. Seveda vsi poznamo poreški episkopalni kompleks, do katerega je prišlo za čas škofa Eufrazija sredi 6. stoletja. Tako da koprska škofija je bila tu nekoliko drugačna. Namreč njenih začetkov ne moramo postaviti v ta čas pozne antike, kot imamo Tržaško, Pulsko in Poreško škofijo, temveč šele v čas okoli nekako tukaj so si še deljena. Načeloma prvotno se je zagovarjalo stališče, da je koprska škofija nastala okoli leta 600. Leta 599 je namreč omenjena v pismih Gregorija Velikega, ki so zadevala urejanje vprašanja shizme 3 poglavij, ki se je odvijala ravno na tem območju. Papež Gregorij je v bistvu urejal ta vprašanja okoli spora 3 poglavij in nekako je bilo razumljeno, da je do nastanka koprske škofije prišlo v okviru politike večanja števila škofijskih sedežev shizmatičnega tabora. Vendar najnovejša dognanja, ki vključujejo tudi najdbo plošče v stolnici, ko so postavljali nove orglje, postavljajo začetek koprske škofije bolj v prvo polovico 6. stoletja, torej tudi v čas, ko naj bi tradicionalno
institucionalno deloval prvi koprski škof Nazarij. Tako da tukaj so si mnenja še nekoliko deljena, vendar zagotovo koprska škofija ni nastala tako, kot so nastale, kot sem rekla, tržaška, puljska in poreška. Kaj se je za koprsko škofijo potem dogajalo? Če jo postavimo ob bok ostalim istrskim škofijam, vidimo, da je prišlo do problema diskontinuitete, torej koprska škofija ni več obstajala. Imamo namreč iz tega obdobja, iz zgodnjega srednjega veka, nekaj virov, ki pričajo o obstoju istrskih škofij in koprske škofije ni med njimi. Obstajajo sicer domneve, da je bila sredi 8. stoletja vnovič ustanovljena, kot poroča Dandolova kronika iz 14. stoletja, tedaj naj bi jo ustanovil papež Štefan II. In imenovana sta dva zaporedna škofa, ki naj bi delovala v Kopru, vendar pri tej omembi, ki sicer nekateri zgodovinarji sledijo, je potrebna velika previdnost. Namreč, kot sem omenila, ta podatek o obstoju koprske škofije sredi 8. stoletja prihaja iz Dandolove kronike iz 14. stoletja. To je načeloma dokaj nezanesljiv vir in se ne smemo na njega zanašati, predvsem ob upoštevanju, da nimamo nobenih drugih indicev. Ko recimo se na določenih cerkvenih zborovanjih omenjajo istrski škofje, koprski škof ni naveden med njimi in iz tega moramo v bistvu v tem času izhajati. Prav tako ni zanesljiva omemba koprske škofije v prvi polovici 11. stoletja v kroniki oglejskih patriarhov, kjer je najverjetneje prišlo do pomote. To omenjam zato, ker tudi to nekateri zgodovinarji uporabljajo kot argument, da je dejansko koprska škofija skozi srednji vek kontinuirano delovala, vendar je tudi tu potrebna previdnost, kajti do končne redakcije te kronike oglejskih patriarhov je prišlo šele po letu 1218, ko je koprska škofija dejansko že obstajala in je morebiti prišlo do neke naknadne ustavitve omembe koprske škofije notri med istrske škofijske sedeže. Prav tako presenetljivo ni omenjena pičanska škofija, ki je tedaj obstajala, tako da je možno, da je prišlo do zamenjave med tema dvema škofijskima sedežema, kar bi potem seveda pomenilo, da koprska škofija dejansko ni obstajala. To najbolje potrjuje tudi listina tržaškega škofa Heriberta za koprsko duhovščino iz leta 1082. Zakaj? Če koprska škofija ni obstajala, je seveda to ozemlje moralo biti pod cerkveno jurisdikcijo neke druge škofije, torej tržaške škofije. In iz te listine je jasno razvidno, da so tržaški škofje urejali zadeve za koprskega župnika. Koprski župnik je tudi naveden, ni omenjen seveda ni omenjen koprski škof, tako da v bistvu to je nekako ta listina je naš najtrdnejši pripomoček pri ugotavljanju priključitve ozemlja nekdanje koprske škofije tržaški. Prav tako pa je pomembna, seveda najpomembnejše dejstvo je ustanovitev koprske škofije, do katere je prišlo leta 1177 v Benetkah. Do ustanovitve je prišlo s strani papeža Aleksandra III., takrat, ko je bil v Benetkah tudi cesar Friderik II. Lahko postavimo tudi v bistvu časovni okvir, kdaj je prišlo do ustanovitve. Najverjetneje je bilo to enkrat poleti v mesecu juliju, zaradi tega, ker je terminus post quem za ustanovitev predstavljal prihod cesarja Friderika II., terminus ante quem pa je predstavljal odhod papeža Aleksandra III. Iz Benetk. O ustanovitvi koprske škofije leta 1177 in zakaj to poudarjam, ker nekateri zgodovinarji vztrajno pišejo, da je bila koprska škofija ustanovljena leta 1186, ko je omenjena v Kopru v zadevah, ki so se tikale škofovske menze. Torej, za leto 1177 in ustanovitev koprske škofije imamo dva vira. Že omenjeno Dandolovo kroniko, ki, kot sem rekla, ni zanesljiva. Zanesljivejše pa je pričevanje nekega duhovnika Ivana, ki je bilo v sklopu ene od pravd, ki je potekla na tem območju, predstavljeno in od tam prihajajo povsem razvidne informacije o tem, kako da je bila koprska škofija leta 1177 ustanovljena. Zakaj je bila ustanovljena? Tukaj pa so tudi nekako mnenja deljena. Namreč
naj bi Dandolova kronika poroča, da je bila koprska škofija ustanovljena z posredovanjem beneškega doža, po drugi strani pa naj bi tržaški škof in oglejski patriarh delovala proti ustanovitvi koprske škofije, ravno zaradi tega, ker bi se s tem razbilo to veliko območje tržaške škofije. Tako da v bistvu nekako o razlogih dejansko ne vemo, kako da je prišlo do ustanovitve koprske škofije, tudi ne vemo, kakšno vlogo je morda imela koprska skupnost pri tem, razen tega, da so poslali odposlance v Benetke, kjer so potem potekala pogajanja okoli tega. Koprska škofija pa je tudi potem omenjena, kot sem že rekla, leta 1186 v listini, s katero je mesto Koper in komuna uredilo sredstva za škofovsko menzo. O tem bom nekoliko kasneje še govorila, ker gre za pomemben dokument, ki priča o odnosu med škofijo in komuno v tem zgodnjem obdobju. Zaenkrat pa le toliko. Želela sem predstaviti zgolj to, da v bistvu od nekako leta 599, ko imamo pisma Gregorija Velikega, ki nedvoumno omenjajo obstoj koprske škofije in tukajšnjih škofov, pa potem do vnovične ustanovitve leta 1177 dejansko nimamo mi nekih zanesljivih indicov, da je koprska škofija obstajala. Tako da strinjam se s tistimi, ki so mnenja, da je prišlo do prekinitve delovanja koprske škofije, kar bo potem tudi povsem razvidno ob primerjavi z drugimi škofijskimi sedeži, ki so delovali in kakšen odnos so imeli z komuno. Namreč moramo vedeti, da če je škofijski sedež deloval neprekinjeno skozi celoten srednji vek, če je imel predvsem antično tradicijo, če je bil močan, če je gradil na svoji moči in če so škofje imeli določeno moč, so potem tudi predvsem prejemali posesti v okviru feudalizacije Istre. Tukaj moramo omeniti predvsem seveda poreške škofe, ki so dobili predvsem ob obali Istrskega polotoka, ampak predvsem v notranjosti velika posestva, ki so tvorila potem del njihovega feudalnega gospodstva, ter seveda pulski škofje, ki so na jugu Istre imeli večja ozemlja. Tržaški škofje, torej še tretji od teh najstarejših istrskih škofij, so sicer imeli nekaj ozemlji, vendar ne toliko kot v primerjavi z poreškimi in pulskimi škofi, so pa od sredine 10. stoletja imeli javno oblast v mestu Trst, gre za edini tovrsten primer v Istri, torej so bili mestni gospodje in v bistvu ravno zaradi tega, torej zemljiških gospodstev, poreške in pulske škofije ter javne oblasti tržaških škofov, te tri škofije, ki so imele kontinuirano delovanje skozi celotni srednji vek, izstopajo. Koprska škofija, ki pa, kot bomo videli, kot sem jo predstavila, ni imela tega kontinuiranega delovanja, je bila šibkejša, kar bo potem seveda vplivalo tudi na odnos z komuno. Toliko o koprski škofiji. In sedaj sem se v bistvu že dotaknila tudi koprske komune. Gre za v bistvu dogodke, ki smo jih tudi predstavili na razstavi, torej kot vidite 1177 ustanovitev koprske škofije in potem leta 1186 prva omemba koprske komune. Torej prva omemba koprske komune prihaja ravno iz te listine, ki je zadevala koprsko škofijo in sedaj si oglejmo še nekaj glede komune. Vprašanje, v bistvu, če govorimo o koprski komuni, moramo najprej se vprašati, kako je potekal razvoj komun v osrednje italijanskih in severnoitalijanskih mestih, pri čemer moram poudariti, da izhajamo predvsem iz dognanj, ki so bila postavljena za mesta, ki so večja od Kopra, ki so po politični, gospodarski, družbeni in vojaški moči presegala Koper in tudi ostala seveda istrska mesta. Prav tako pa moramo v ozir vzeti tudi stanje drugod v Istri, torej da lahko primerjamo, kako je prihajalo do te začetne faze komunalnega razvoja, ravno zaradi tega, ker moramo vedeti, da komune, ko so se postopoma razvijale in pridobivale na avtonomiji, so predstavljale nekakšen kontrapunkt oblasti istrskih mejnih grofov, ki so potem nekako nastopali proti vsem
vsem tem mestom oziroma komunam, zato je tudi pomembno, da nekako vzamemo v ozir druga mesta. Torej, če se najprej vprašamo, kaj sploh je komuna, kako je do njenega nastanka prišlo. Bolj kot, da bi govorili o neki zelo strogi definiciji, moramo govoriti o nekem v bistvu skupku oziroma naboru med seboj povezanih elementov, ki so doprinesli k izoblikovanju komune. Pri tem je potrebno poudariti, da mi o nastanku komune ne moremo govoriti kot o neki fiksni točki v času, ne na primeru italijanskih mest, ne na primeru istrskih mest. Včasih se je namreč prvo omembo komune, ki jo prinašajo viri, smatralo kot čas, ko je bila komuna ustanovljena. To mnenje je sedaj že preseženo ravno s tem zavedanjem, da je v bistvu nastanek komune predstavljal nekakšen dolgotrajen proces, ki je vključeval več faz in predvsem, ki na začetku še ni zavestno vodil v to, kar je komuna potem postala, recimo za italijanska mesta v drugi polovici 12. in v 13. stoletju, za istrska mesta pa v prvi polovici 13. in deloma tretji četrtini 13. stoletja. Tako da moramo vedeti, da dejansko ne gre za nekako tako, da najprej komuna ni obstajala, potem pa je v nekem trenutku začela s svojim obstojem, temveč je šlo za proces, ki je v bistvu najverjetneje vključeval predstavnike mestne aristokracije, ki so se združili, ne toliko zaradi neke želje po preseganju konfliktov, ki so vladali v mestu, ampak so v bistvu želeli skupaj delovati za dobrobit mesta v okviru zagotavljanja javne infrastrukture, mestne politike in tako dalje. Tako da v bistvu to obvladovanje ekonomskega, političnega in vojaškega področja je bilo nekako vodilni element, ki jih je združeval. Sčasoma je tudi pomembna bila prisega, ki so jo med seboj si podali. In v tem začetnem obdobju, torej v prvi fazi komunalnega razvoja, ne moremo dejansko še govoriti o nekih komunalnih uradnikih. To je tudi pogosto napačna interpretacija, namreč, da ko imamo mi recimo omembo komune in tudi prve omembe konzulov, ki so v teh najzgodnejših virih, torej v tej prvi fazi komunalnega razvoja, ko komuna še ni bila dodobra izoblikovana, označeni kot de civitas, torej mestni in ne de comune, torej ne komunalni. V tem času so te konzuli niso predstavljali komunalnih uradnikov, temveč so bili to najverjetneje neki mestni predstavniki, ki so bili zaradi svojega vpliva, zaradi svoje moči imenovani v določenih primerih kot konzuli. In točno to bomo videli potem na koprskem primeru, kjer ta prva omemba konzulov iz leta 1186 še ne more biti razumljena kot da gre za komunalne konzule, ampak je jasno razvidno, da gre za neke mestne predstavnike. Zakaj to poudarjam? Zato, ker je potrebno ločevati mesto in komuno v tem začetnem obdobju komunalnega razvoja. Komuno je v bistvu predstavljala samo neka skupnost ljudi, ki so delovali v mestu, niso pa oni predstavljali celotnega mesta. In zato, ko je prihajalo do kakšnih nesoglasij, ko je bilo potrebno določene stvari v mestu urediti, imamo primere, ko so navedeni predstavniki mesta in predstavniki komune. Tako da ne smemo teh dveh strani v tej prvi fazi komunalnega razvoja še enačiti. To je pomembno tudi zato, ker ravno druga faza komunalnega razvoja, to je, ko pride do konzulata, takrat pa imamo dejansko konzule, ki predstavljajo komuno. Najpogosteje so bili to 3 ali 4 konzuli, tako so navedeni v virih, vse do 12 je lahko bilo, ki so v določenem obdobju v bistvu urejali zadeve v mestu. Tedaj je v bistvu komuna tudi nekako že prevzela skrb za mesto in je bila tudi glavna institucija v mestu. In to je v bistvu nekako ta faza konzulata, kot se jo imenuje, ki je potem prišla v tretjo fazo, v fazo, ko imamo v mestih podestata. Zakaj je do tega prišlo? Namreč konzul
konzuli so prihajali seveda iz lokalnih družin in so velikokrat zastopali tudi lastne interese in v želji nekako po preseganju teh lastnih lokalnih družinskih interesov je prišlo do odločitve, da bo mestu načeloval podestat, ki je bil praviloma, ne v vseh primerih, tujec. Torej, ko je bil nekdo od drugod za 1 ali 2 leti imenovan na mesto podestata, je se s tem nekako zagotovilo, da bo deloval v skladu z mestno politiko, da bo deloval za dobrobit mesta, ne bo pa zagovarjal lastnih interesov, ker jih načeloma, če ga primerjamo z konzuli v obdobju konzulata, ki so izhajali dejansko iz mesta, ni imel toliko. To je tako na splošno pregled, kar na hitro vemo o komunah, kot so se razvijale v Italiji. Če sedaj to preslikamo na Istro, imamo kar nekaj težav. Prvo težavo predstavlja pomanjkanje virov. Vse te raziskave, ki so bile narejene na italijanskih mestih, izhajajo iz bogatih italijanskih arhivov, bogatih komunalnih arhivov, na podlagi katerih je mogoče dokaj natančno slediti tem razvojnim fazam. Za območje Istre in tudi sem sodi Koper imamo veliko težavo, ker nimamo tolikšnega števila dokumentov. In kot boste videli, za to obdobje druge polovice 12. stoletja in prve polovice 13. stoletja operiramo z izredno malo omembami, ki bi nam pričale o delovanju komun. Nekaj več imamo za Poreč, sicer neobjavljenega gradiva v poreški Liber Iurium Episcopalium. Za Koper pa imamo recimo samo kar predvsem je objavljal Kandler, kar imamo v Kosovem gradivu objavljenega, kar je bilo objavljenega za Piran, ker lahko določene omembe Koprčanov tudi od tam dobimo in torej komunalnih uradnikov, tako da smo kar soočeni tukaj z nekim problemom. Prav tako, seveda so bili s tem problemom soočeni tudi zgodovinarji, ki so se s tem vprašanjem že ukvarjali. Predvsem tukaj ciljam na Vergotinija in Majerja, ki sta nekako s svojimi deli pokrivala to obdobje in predvsem komunalni razvoj. In ona dva sta določila nekako, glede na to, da prihajajo prve omembe komun iz nekako druge polovice 12. stoletja, če izvzamemo Tržaško, ki je prvič omenjena leta 1139, da je v bistvu prišlo do glavnine komunalnega razvoja v tej želji po avtonomiji ravno v tej drugi polovici 12. stoletja. Kot ključne elemente pri tem sta izpostavila 3. Prvi je tradicija voljenja lastnih uradnikov še iz časa Bizanca. Torej, ko je bila Istra pod Bizanci, so bili v mestih voljeni uradniki, ki so prihajali iz vrst lokalne aristokracije. Predvsem sta tukaj ciljala na uradnika z imenom Locopositus, katerega delovanju lahko v bistvu mi sledimo skozi visoki srednji vek v istrskih mestih. In nekako sta rekla, da potem je prišlo do komunalnega razvoja ravno na podlagi tega, da že odprej imamo itak v Istri tradicijo voljenja lastnih mestnih uradnikov iz vrst meščanov. Vendar tukaj imamo eno težavo, namreč že samo ime Locopositus predpostavlja nekoga, ki je bil na položaj nastavljen, torej ni bil voljen. In če primerjamo stanje z recimo 11. pa prvo polovico 12. predvsem 11. stoletjem v italijanskih mestih, vidimo, da je bil ponovadi Locopositus nastavljen seveda strani mestnega gospoda. Prav tako velja za skabine. Skabini so bili uradniki, ki so nadomestili bizantinske judice, torej bizantinske sodnike, delovali so torej kot sodniki, ponovadi so nastopali kot trije, so nastopali v troje in tudi njih je imenoval
mestni gospod, torej v primeru Istre govorimo o istrskem mejnem grofu. Torej lahko vidimo, da v bistvu težko govorimo o neki kontinuiteti imenovanja lastnih uradnikov. Drugo stališče, ki sta ga Majer pa Vergutini zagovarjala, so bili odnosi z Benetkami. Namreč tekom 12. stoletja so istrska mesta vstopala v določene dogovore z Benetkami in ravno zaradi tega naj bi se po njunem mnenju oblikovale komune z namenom nekako skupnega nastopa proti neki zunanji politični entiteti, torej v tem primeru Benetkam. Vendar moramo vedeti, da istrska mesta, predvsem Koper, imajo že od prve polovice 10. stoletja stike z Benečani. Imamo recimo ohranjeno pogodbo med Koprom in Benetkami iz leta 932, ki je bila ponovno potrjena leto pozneje. Tako da v bistvu tudi ta argument nekako ne vzdrži. Torej, ni bilo nobeno posebno stanje tekom 12. stoletja, kar zadeva zunanje političnih odnosov, ki bi nujno zahtevalo nastanek komune. Tretji argument, ki ga oba avtorja zagovarjata in s katerim se tudi v bistvu sama strinjam, pa je odsotnost mejno-grofovske oblasti v Istri. Namreč vedeti moramo, da tekom teh 100 let, torej nekako čez celotno 12. stoletje, imamo v virih dejansko le eno omembo prisotnosti istrskih mejnih grofov, to so bili tedaj grofi Andeški v Istri in to je leta 1194 na sodnem zborovanju v Poreču, kjer je istrski mejni grof Bertold III. Andeški razsojal med poreško komuno in poreškim škofom glede določenih vprašanj ozemelj v poreškem distriktu. Tako da v bistvu dejansko bi to lahko bil edini faktor, po mojem mnenju, ki od teh treh je dejansko vplival na to, da je prišlo do začetkov komunalnega razvoja v druge polovici 12. stoletja. Vendar je tudi tukaj treba biti previden, namreč imamo zelo malo virov in ni nujno, da ta edina omemba istrskih mejnih grofov leta 1194 pomeni, da dejansko čez celotno 12. stoletje pa niso bili prisotni v Istri. Je pa potrebno poudariti, da je njihova odsotnost deloma razumljiva, zaradi tega, ker oni tukaj niso rezidirali v Istri, za razliko od mejnih grofov, ki so delovali pred njimi, in tudi oni niso imeli v Istri alodov, torej niso imeli dednih posesti, kar pomeni, da nekako niso bili vezani na Istro in so bili zaposleni z svojimi posestvi drugod. Tako da to so nekako te elementi, ki jih želim reinterpretirati oziroma ki mislim, da so potrebni malo manjše prevetritve. Prav tako je pomembno to vprašanje, o katerem sem že prej govorila, torej kako mi razumemo to prvo fazo komunalnega razvoja. Do sedaj se je smatralo, da so te prve omembe istrskih komun, če izpostavim recimo leta 1139 Tržaška, Koprska leta 1186 in Poreška 1194, pomenile, da imamo mi že neko zelo razvito komuno in na podlagi tega se je sklepalo, da je čas druge polovice 12. stoletja že predstavljal nekako željo po doseganju avtonomije s strani istrskih komun, vendar mislim, da temu ni bilo tako. Namreč, če vzamemo pod drobnogled ta tri mesta, o Kopru bom kmalu govorila, ampak najprej, da predstavim nekaj o Trstu in o Poreču. Tržaška škofija je res da prva omenjena leta 1139, vendar je tu potrebno vedeti, da je šlo za poseben odnos, ki ga je komuna imela formiranega z tržaškim škofom. Kot sem rekla, so tržaški škofje imeli v Trstu javno oblast od sredine 10. stoletja dalje in dejansko je mogoče
vse do sredine 13. stoletja slediti sodelovanju med tržaškimi škofi kot mestnimi gospodi in komuno. Pravzaprav je bilo podobno tudi v drugih italijanskih mestih, kjer so škofje imeli javno oblast, torej da imamo presenetljivo zgodnjo prvo omembo komune, nato pa dolgo obdobje, ko je komuna bila v bistvu v tej prvi fazi, ko še ni imela teženj po avtonomiji, ko ni imela lastnih uradnikov. V Trstu se sicer v 30 letih 13. stoletja omenjajo določeni komunalni uradniki, recimo podestat, vendar je tukaj potrebno vedeti, da je najverjetneje ta podestat prihajal iz vrst škofa, tako da še vedno sodi v škofov nekako vplivni krog in ne moremo govoriti o avtonomiji oziroma o odtegnitvi avtonomnega položaja v mestu s strani komune od škofa. Prav tako podobna situacija je v Poreču. Imamo torej leta 1194 prvo omembo poreške komune, vendar lahko potem šele nekako v sredi 13. stoletja govorimo o prisotnosti podestata. Dejansko tekom prve polovice 13. stoletja se Poreč še vedno nahaja v tej prvi komunalni fazi, ko dejansko še ni imel svojih konzulov. Konzuli so sicer omenjeni, vendar, kot sem že prej poudarila, so označeni z pridevnikom de civitas, torej da so bili to nekakšni mestni predstavniki in niso povezani dejansko z komuno. Kar pomeni, da v bistvu ta teorija, da je prišlo v drugi polovici 12. stoletja do časa kristalizacije individualnosti istrskih mest, nekako ne vzdrži. Če lahko zamaknemo v bistvu to prvo fazo komunalnega razvoja globoko v prvo polovico 13. stoletja, vidimo, da je v bistvu čas druge polovice 12. stoletja predstavljal zgolj neko tipanje, torej ko je prišlo do obstoja komun, ki pa še niso dejansko predstavljale celotnega mesta, ki še niso delovale v okviru nekega avtonomnega razvoja mesta in prav posebej niso želele prevzeti oblasti nase s strani mestnega gospoda, to je istrskega mejnega grofa. In tukaj žal nimam prezentacije, da bi lahko videli, imam dve omembi iz dokumentov, ki pričata o temu, kar sem govorila. Torej, če vam kar preberem najboljše, torej iz leta 1186, ko imamo prvo omembo koprske komune, imamo omenjenega tudi podestata in konzule, vendar so omenjeni kot mestni. Torej, podesta je omenjen kot Almericus Justinopolitane civitatis potestatem in potem sledi navedba et konzulet in so navedeni poimensko in potem dalje et consensu communis nostre civitatis. Torej je dejansko ločeno. Imamo podestata, ki je predstavljen kot mestni, imamo konzule, ki so delovali s soglasjem koprske komune in je komuna tukaj kot neka ločena politična entiteta oziroma institucija predstavljena. Ne? Podobno je tudi potem leta 1194, ko je najverjetneje ta isti Almericus omenjen kot rektor in prav tako je komuna navedena šele pozneje v listini kot eden od pogodbenih partnerjev. Kaj želim v bistvu s tem poudariti? Da leta 1186 in 1194, torej v teh zadnjih 2 desetletjih 12. stoletja, mi še ne moremo govoriti o obstoju urada podestata, kot ga mi poznamo v italijanskih komunah in ki je predstavljal tretjo fazo komunalnega razvoja. Ne moremo še govoriti o tako razviti koprski komuni. Seveda je očitno imela določene pristojnosti, določeno moč, glede na to, da leta 1186 ureja sredstva za škofovsko menzo, v bistvu je podelila škofiji določena ozemlja, iz katerih je potem škofija črpala sredstva za svojo menzo. Vendar ne moremo mi govoriti o temu, da je to neka močno izoblikovana komuna, ki je že dosegla svoj vrhunec. Je pa res, da v primerjavi z ostalimi mesti v Istri je koprska komuna v prvi polovici 13. stoletja postala najmočnejša. O tem priča več elementov.
Prvi in najpomembnejši, ki v tem oziru nekako še ni bil obravnavan, je omemba koprske komunalne palače. Kaj pomeni sploh to, da je v mestu stala komunalna palača in zakaj je to pomembno za razumevanje komunalnega razvoja? Če si ogledamo primere v Italiji, lahko vidimo, da je prišlo do izgradnje komunalne palače ne takrat, ko je dejansko komuna začela za svojim delovanjem. To so starejša prepričanja, da v bistvu komuna za začetek svojega delovanja potrebuje komunalno palačo, vendar je prišlo do gradnje komunalne palače tedaj, ko je komuna postala dovolj močna, ko je začela posegati nekako po avtonomiji. In podobne primere imamo vse povsod po Italiji, ko se lahko v bistvu skoraj do leta natančno, kjer je lahko skoraj do leta natančno razvidno, kdaj je komuna začela pridobivati avtonomijo in javno oblast v mestu in kdaj je prišlo do gradnje komunalne palače in se vidi, da v bistvu ta dva datuma približno sovpadata. Podobno je tudi v Trstu, kjer je tržaška komunalna palača prvič omenjena nekaj let potem, ko je prišlo do prenosa večine pristojnosti tržaških škofov, torej večine pravic, ki so izhajale iz naslova javne oblasti na tržaško komuno. V Poreču imamo povsem drugačno situacijo, kjer je do prve omembe komunalne palače prišlo dejansko šele po podreditvi mesta Benečanom. Kaj to pomeni, če v bistvu vse te omembe komunalnih palač damo skupaj? Koprska komunalna palača, ki je prvič omenjena leta 1217, je za približno 40 let predčasna prvi omembi tržaške škofijske palače in za približno 60 let predčasna omembi poreške škofijske palače. In če vzamemo v ozir, kot sem rekla, da je obstoj komunalne palače pomenil določeno točko v razvoju komune, lahko vidimo, kako je koprska komuna v tem oziru prednjačila. Potem imamo leta 1225 tudi dejansko prvo omembo koprskega podestata, ki je predstavljal tokrat komuno, kar pomeni, da je koprska komuna v tem času že toliko razvita, da deluje za svojim podestatom. Omenjen je tudi mali in veliki svet, gre se za določeno vprašanje, ki je zadevalo Piran. Tako da je v bistvu, če primerjamo to z Porečom, kjer je podestat omenjen šele sredi 13. stoletja, in če to primerjamo z Trstom, kjer so prav tako sredi 13. stoletja predstavniki komune šele dobili javno oblast v mestu, lahko vidimo, kako je Koper v tem oziru prednjačil. In zakaj je to pomembno? Ne samo zaradi odnosa z škofijo, o katerem bom zdaj spregovorila, vendar tudi zaradi odnosa z oglejskimi patriarhi, ki so bili od leta 1209 istrski mejni grofje in za katere je potem bilo odločilno to, kako je koprska komuna v tem času postopala. Torej, zdaj smo si nekako ogledali, kako je koprska komuna v teh začetnih desetletjih delovala. In če sedaj se vrnemo nekako na primerjavo med koprsko komuno in škofijo. Torej, rekli smo, škofija ni imela kontinuiranega delovanja in je ustanovljena leta 1177. Če je koprska komuna prvič omenjena leta 1186, lahko vidimo, da je v bistvu do začetka komunalnega razvoja prišlo v bistvu približno malo pred ustanovitvijo koprske škofije oziroma v skrajnem primeru približno sočasno, kar je v bistvu unikum v istrskem prostoru in tudi, če gledamo širše. Kajti ponavadi je komuna bila tisti novo ustanovljeni element, manj šibkejši element kot škofija, v Kopru pa imamo ravno drugačno situacijo, kjer je v bistvu bila komuna nekako močnejša kot šibka novo ustanovljena škofija. In zato v bistvu je pomembno, ko imamo omembo komune leta 1186 in 1194, ker v obeh primerih komuna ureja sredstva za škofovsko menzo. In v obeh primerih je tudi
škofija imenovana kot naša, razvidna je ta povezava, ki jo je komuna in mesto imelo z škofijo. Če to primerjamo recimo z Trstom ali pa predvsem Porečem, kjer je prihajalo tekom druge polovice 12. in prve polovice 13. stoletja do razhajanj med komuno in škofom zaradi v bistvu aspiracij, ki jih je komuna imela na območju mesta Poreč in ozemelj, ki so jih poreški škofje v distriktu posedovali, lahko vidimo, da gre za res poseben primer. In to smo tudi želeli v bistvu na razstavi pokazati, kot je razvidno na tem panoju, ki prikazuje stanje, torej nekako okoli leta 1250, vendar seveda tudi že predčasno, torej prvo polovico 13. stoletja, kako sta si v bistvu episkopalni kompleks, ki je označen s križcem, in objekt komunalne palače, ki je v bistvu ki je stala tu na mestu današnje Pretorske oziroma na tej mikrolokaciji, kako sta si v bistvu blizu. Gre za v bistvu nekakšno povezavo med obema centroma oblasti, med centrom javne oblasti in centrom cerkvene oblasti, kar je posebno v Istri, ker imamo, kot lahko recimo vidite na primerjalnih kartah, če pogledamo Trst, kjer sta oba centra oblasti vsak na svojem koncu mesta postavljena. Tržaška škofijska palača je bila prvotno postavljena na vrhu hriba nad Trstom pri baziliki, pri bazilikalnem kompleksu, komunalna palača pa potem seveda nižje, kot se je tudi mesto razvijalo. Prav tako v Poreču imamo oba centra oblasti postavljena na različna konca mesta. In ravno to je ta posebnost Kopra. Ravno zaradi tega, ker sta komuna in škofija približno istočasno začeli z delovanjem, ker je bila komuna močnejši faktor, ker se ni počutila ogrožena od škofa in ker ni za svoje delovanje se morala odmakniti od škofovega delovanja, od škofovega središča oblasti, imamo v Kopru tako zelo blizu obe ti središči. In to je v bistvu potem tudi razvidno naprej pri v bistvu omembah delovanja komune pred izgradnjo komunalne palače ter neposredno potem, saj je za svoje delovanje uporabljala recimo prostor škofijske palače, ki je prvič omenjen leta 1216, ko je na dvorišču škofijske palače prišlo do sklenitve mirovnega dogovora s Trevizom, ter kako je v bistvu uporabljala prostor stolnice tudi za svoje delovanje, že potem, ko je dejansko tudi imela komunalno palačo. Kar nekako pomeni, da je smatrala ta episkopalni kompleks kot prostor svojega delovanja. Za razliko recimo od Trsta in predvsem Poreča, kjer tovrstnih omemb nimamo. Čeprav imamo za Poreč ohranjenega kar nekaj gradiva iz tega obdobja, v nobenem primeru poreška komuna ni delovala absolutno ne v prostorih škofijske palače, pa tudi ne v prostorih stolnice. Tako da to je tudi pomemben faktor, ki ga je potrebno izpostaviti. Torej, da ta bližina teh centrov oblasti in tudi želja komune oziroma pripravljenost po lastni prisotnosti v tem prostoru nakazuje na neko tesnejšo vez, ki se je potem tudi tekom prve polovice 14. stoletja kazala v okviru svetega Nazarija, o katerem mislim, da bo že kolegica Novak Klemenčič naslednjič nekaj več povedala. Tako da v bistvu zdaj sem želela predstaviti ravno te lokalne razmere, torej v čem je koprski primer zaradi tega odnosa med komuno in škofijo drugačen, kot so ostala istrska mesta. Sedaj pa si poglejmo še, kako je bil Koper drugačen kako je bil v bistvu Koper drugačen tudi v oziru regije, torej v okviru istrske mejne grofije. Tako da bomo najprej malo
malo spregovorili o istrskih mejnih grofih in njihovi prisotnosti na lokalnem nivoju. V bistvu o prisotnosti, začetki istrske mejne grofije segajo nekako v čas Rižanskega zbora. Takrat seveda še ne govorimo o istrski mejni grofiji, ampak takrat je omenjen vojvoda Ivan, ki je deloval tu kot frankovski vazal na območju Istre in je omenjen v zapisniku Rižanskega zbora. Tedaj je Istra kot grofija sodila pod italsko kraljestvo Frankov in je bila potem v nadaljnjem času priključena skupaj z Veronsko in Furlansko marko, namreč Istra je predstavljala del Furlanske marke oziroma mestne grofije, je bila priključena Bavarski. Nato pa je bila od leta 976 umeščena pod vojvodino Koroško in nekako ravno na tem prelomu med 10. in 11. stoletjem je prišlo do dednosti položaja istrskega grofa, prav tako pa je ravno v tem času tudi Istra najverjetneje postala mejna grofija, to je, da ni bila navadna grofija, ampak je postala mejna grofija. Kako potem v bistvu preide oblast v istrski mejni grofiji pod oglejske patriarhe? To se v bistvu zgodi že leta 1077, ko pride oblast najprej v Furlaniji, potem pa še v istrski marki pod oglejske patriarhe. Nato pa je bila v bistvu Istra skoraj poldrugo stoletje dejansko pod drugimi rodbinami. Torej oglejski patriarhi niso dejansko izvajali javne oblasti v Istri, vendar so najprej v rokah imeli predstavniki družine Weimar-Orlamunde, nato Eppensteini, Spanheimi in na koncu, kot sem že omenila, v 90. letih imamo Bertolda III. Iz serije grofov andeških. Torej šele leta 1209 je potem istrska mejna grofija prišla dejansko tudi pod oglejske patriarhe. In zakaj je to pomembno? Oglejski patriarhi so ne le, da bili fizično bližje Istri, vendar so imeli poleg tega tudi dedne posestvi v Istri, kar pomeni, da so bili tesneje vezani na istrski polotok. Potem pa imamo vprašanje, kaj so ravno zaradi tega, ker so bili bolj povezani z Istro, kako so v bistvu oni ta položaj nastopili, kaj so v bistvu počeli, kako so želeli postopati do Istre. In tukaj se postavlja vprašanje, ali je prišlo dejansko do restitucije oziroma restauracije mejno-grofovske oblasti v Istri v tem obdobju, torej v prvi polovici 13. stoletja. In imamo nekaj dokumentov, ki pričajo o poskusih, predvsem o poskusu, v tem obdobju sta bila dva patriarha, Wolfgar in potem ga je nasledil Bertold, ki pričajo predvsem o Bertoldovih poskusih, o dosegi nekako javne oblasti na lokalnem nivoju, torej v vlogi mestnih gospodov, in tukaj trčimo v komune. Kot smo prej rekli, je ravno prva polovica 13. stoletja predstavljala predvsem v Kopru, ki je imel najmočnejšo komuno, čas, ko je začela komuna nekako posegati po avtonomiji, kar je pomenilo, da je želela se izključiti izpod oblasti istrskega mejnega grofa, v tem primeru že torej oglejskih patriarhov. In v tem oziru je potrebno razumeti tudi poskuse oglejskega patriarha Bertolda, da bi vzpostavil avtonomijo, da bi vzpostavil oblast v mestih. In leta 1221 je z listino cesarja Friderika II. O volitvah uradnikov želel posegati v posamezna mesta. In tu se zdaj pojavlja vprašanje, zakaj je on želel od cesarja Friderika II. Dobiti
dobiti listino, s katero je na njega padla pristojnost izbire uradnikov v mestih. Ali je prihajalo že na lokalnem nivoju do izbire mestnih oziroma komunalnih uradnikov in se je želel patriarh temu zoperstaviti, ali je v bistvu izhajal iz svojih izkušenj, ki jih je že imel v Furlaniji. Tukaj v bistvu odgovora na to vprašanje ne vemo, ravno zaradi tega, ker ne poznamo točne stopnje avtonomije posameznih mest. Iz tega, kar je meni jasno, je bil kot Koper, kot najmočnejša komuna, je predstavljal nekakšno oviro patriarhom pri dosegi izvajanja javne oblasti na lokalnem nivoju, manj kot recimo Poreč in Pulj. Torej, leta 1221 je oglejski patriarh poskušal vzpostaviti nazaj svojo javno oblast v mestih oziroma si jo zagotoviti. Mesta so se temu nekoliko uprla, vendar je tu potrebno ločiti tudi med posameznimi mesti. Uprla so se Poreč, Pula in Koper, ki so predstavljala 3 mesta v Istrski ligi, ki je delovala proti patriarhom, vendar se je Poreč nemudoma podredil patriarhom. Torej, v bistvu to priča nekako o temu, da je Poreč ni bil toliko močen. Pulj je mesto, ki ga do sedaj sploh nisem omenjala, ravno zaradi tega, ker imamo zelo malo podatkov o razvoju, institucionalnem razvoju v prvi polovici 13. stoletja, se je nekaj časa upiral in je bilo potrebno patriarhovo vojaško posredovanje. Koper pa je ostal uporen in to je najpomembneje. Zakaj? Zato, ker leta 1238 je prišlo do posebnega dogovora med patriarhom Bertoldom in kopersko komuno in gre v bistvu za edini tovrsten primer v Istri, da je patriarh moral skleniti z mestom nek dogovor oziroma z komuno, predvsem glede volitev lastnih uradnikov, glede izbire podestata, ki je sicer še vedno moral biti odobren sa strani patriarha. Izbirali so ga izmed 3 kandidatov, od katerih sta 2 prihajala iz Furlanije, torej nekako iz patriarhovega vplivnega kroga, vendar gre za koncesijo, ki je bila v primerjavi z drugimi mesti izjemno pomembna in govori o moči koperske komune napram drugim komunam v tem obdobju. In v bistvu ravno ta čas, nekako po letu 1238, predstavlja ta začetek rasti komunalne avtonomije Kopra proti javni oblasti oglejskih patriarhov, kar se je v bistvu potem sredi stoletja samo še bolj izkristaliziralo. Kaj pa se je dogajalo sredi stoletja? Imamo zadeve, ki so bile tako na regionalnem kot na lokalnem nivoju. Na regionalnem nivoju je pomembno, da nimamo več patriarha Bertolda na patriarhovi stolici. Prišlo je torej do spremembe, ko pride Gregorij de Montelongo. Gre za prvega patriarha v dolgi seriji, ki je prvič po dolgi seriji patriarhov z nemškega območja prihajal z italijanskega območja in je imel drugačno politično sliko za seboj. In ni užival več tolikšne cesarske podpore, kot jo je užival njegov predhodnik Bertold. Prav tako je leta 1251 Koper pridobil s strani kralja Konrada IV. Pomembno koncesijo izbire lastnega podestata brez tistih določil, ki smo jih videli leta 1238, ki jih je postavil patriarh Bertold, kar je pomenilo v bistvu res avtonomno delovanje koperske komune. Patriarh je moral zgolj še formalno potrditi podestata in imamo v bistvu v naslednjih 2 desetletjih kar nekaj primerov, ko so podestati odhajali v potrditev k patriarhu, vendar ni pa dejansko več imel vpliva na izbiro podestata v mestu, kar je bilo izredno pomembno. In zato je ravno 3. četrtina 13. stoletja nekako predstavljala vrhunec avtonomije. Zakaj ravno 3. četrtina 13. stoletja? Ker imamo potem nekako do leta 1279 vse močnejše vstopanje
Benetk v mesta. Leta 1979 se namreč Koper po močnem posredovanju Benetk podredi Benetkam. Prvo mesto, ki se je podredilo prostovoljno, je bil Poreč, sledila so tudi druga mesta, pa tudi Kopru so sledila še ostala mesta. Zadnje mesto je bila Pula, ki se podredi šele v prvi polovici 14. stoletja kot nekako najkasnejše mesto. Trst pa, kot vemo, ni dejansko nikoli prišel pod Beneško nadoblast. In v bistvu to vstopanje Benetk z podporo nekako lokalnih frakcij v mesto je predstavljalo poglaviten izziv v tem obdobju. Namreč Koper se je v tem času povezal z goriškimi grofi, ravno zaradi te želje po ekspanzijski politiki v tem obdobju, kar tudi seveda vnovič nakazuje na to, da je šlo za najmočnejšo komuno. Vendar je potem ta prevlada beneških frakcij v mestu in, kot sem omenila, torej tudi posredovanje Benetk vplivalo na to, da se je Koper leta 1279 tudi Benetkam podredil. To so seveda oglejski patriarhi vzeli kot neposreden napad na njihove pristojnosti, ne samo podreditev Kopra, tudi Poreča in drugih mest, in je potem prišlo tudi do vojaškega spopada, ki se je zaključil šele leta 1291 z mirom pri Trevizu. V spopadu so sodelovali tudi goriški grofje na strani oglejskih patriarhov in tudi tržaški škofje, kar je tržaško škofijo v bistvu pahnilo v velike dolgove v tem obdobju. Vendar na koncu so patriarhi morali priznati beneško premoč in imamo ohranjenih kar nekaj dogovorov iz tega obdobja, ko so se z Benetkami dogovarjali o pristojnostih, ki so jih mesta, o pristojnostih Benetk v tem obdobju nad mesti. Tako da tudi v tem oziru, kot sem rekla, tako v razvoju škofije, potem v razvoju komune, v odnosu med škofijo in komuno, ter prav tako v času oglejskih patriarhov kot istrskih mejnih grofov in potem v času prehoda pod beneško nadoblast, je Koper predstavljal res poseben primer in ga nekako ne moremo umeščati ravno ob bok ostalim istrskim mestom, kot je v bistvu tudi že profesor Mlacovič predstavil tekom vodenja po razstavi, ampak gre za posebno mesto, ki zahteva posebno razumevanje procesa komunalnega razvoja, odnosa z komuno in potem tudi prehoda pod beneško nadoblast. In to razumevanje je seveda ključno, da mi lahko potem dalje gradimo naše interpretacije o Kopru v 14. in 15. stoletju in o njegovem pomenu v Istri in v širši regiji. Tu seveda ostajajo nekatera vprašanja, na katera še nisem odgovorila, predvsem mislim, da je ravno zaradi tega preseganja Kopra, teh lokalnih istrskih okvirov, potrebno iskati primerjave z drugimi mesti, kot smo v bistvu tudi na razstavi predstavili. Predvsem primerljivo mesto je recimo Zadar, vendar ker podobne raziskave za Zadar, predvsem glede odnosa med škofijo in komuno še niso bile narejene, moramo še malo počakati, da bomo lahko te zadeve ustrezno primerjali. Zaenkrat pa v bistvu ravno to velja, kako pomemben je bil Koper v tem obdobju in kako pomemben razvoj je doživljal in kako drugačen je bil od ostalih istrskih mest. Hvala. Imate kakšno vprašanje?